Želenske jame so izjemno zanimiv, več kot 1,5 kilometra dolg vodoraven jamski sistem rudniškega potoka z več vhodi. Prva od jam se imenuje Ciganska jama, ime je dobila po nekdanjih prebivalcih. Ima tanek strop, okna, ki so posledica podorov, pa ji dajejo poseben čar. Želenske jame imajo pestro zgodovino in so bile raziskane že pred 260 leti, tedaj narejen posnetek pa je najstarejši načrt jame na Slovenskem. Zaradi svoje lege in dostopnosti so zatočišče nudile že ledenodobnemu človeku pred 20.000 leti. V 60. in 70. letih so potekala ob vhodu v Cigansko jamo arheološka izkopavanja in v tej priložnosti so našli različno kamnito orodje, ostanke ogla in živalskih kosti. Med najbolj znamenitimi najdbami pa je kost z vtisnjenimi ženskimi figurami. Jama je lahko prehodna, dostop do nje je relativno enostaven. Čeprav se nahaja skoraj ob cesti, pa nas čaka daljši sprehod z nekaj vzpona, saj doslej še ni bil dosežen dogovor z lastnikom zemljišča, koder vodi najkrajša pot. Ne vem, zakaj bi naši mogli otroci v Novo mesto ali pa v Taborsko jamo ali pa Postojnsko jamo, če imamo tukaj pred nosom vse to. Kakšen pa je turistični obisk te jame? Žal nimamo podatkov, seveda so te jame bile v preteklosti obiskovane tudi v turistične namene. Zelo malo se dogaja na Kočevskem, kar se tiče turističnih jam. Katere jame so najbolj obiskane in kje morebitni obiskovalec dobi kakšne informacije o tem? Najbolj obiskane so strani jamarjev Apolonetova jama, pa Ledena jama, strani občanov so pa Želenske jame, Norina jama, pa jama Treh bratov, pa na Koblarsko jamo ne smemo pozabiti. Zaenkrat pač je, bom rekel, edina taka točka pri nas v muzeju. Mi smo leta 1997 skupaj z jamarskim društvom Netopir iz Kočevja pripravili obsežno razstavo in tudi publikacijo, v kateri so bile predstavljene najbolj zanimive jame. Če se odločite za obisk, vam zaradi naravnega terena, nekoliko izpostavljene poti in možnosti podorov v jami, vseeno priporočam previdnost in primerno opremo.